Dober dan, spoštovani ljubitelji in ljubiteljice nogometa. V sončni Sežani bomo s tekmo med domačim Taborom in pa Radomljami odprli 15. krog prve lige Telemach. Danes se nam obeta tudi nekaj zgodovinskega. Prvič bo namreč tule glavnemu sodniku Mateju Jugu na voljo tudi VAR sistem, ki so doslej v letošnji sezoni dosegli 14 golov, tudi kar precej strelsko razpoloženi v zadnjih krogih. Varga medtem s podajo, tole je priložnost za Pogačarja, Pogačar! In mislim, da je tule Salkič in Božič. No, tule zdaj je bil Božič uspešnejši. Božič je v kazenskem prostoru, žoga pred vrata. Še lahko nevarno, Primc spremlja ga Kljun, Slovan ter Interblok. Zdaj pa dolga podaja proti Stančiču, Stančič, no ob njem pa dobro postavljen Guček. Kregar pred vrata in gol! 1-0, Radomlje v 90. minuti. Radomlje v 90. minuti z zadetkom premagali so Renarja po šele drugi podaji iz kota. Odlična podaja Kregarja. Tule še enkrat tale podaja pred vrata. In zaključek Gedeona Kuzine, njegov drugi gol v letošnji sezoni. Z mano je trener Tabora iz Sežane, gospod Dušan Kosič. Kaj sploh reči po takšnem porazu, prejet gol praktično v zadnji minuti srečanja? Ja, to se dogaja v nogometu. Želeli smo si vse kaj drugega, ampak evo, nek trend nam ne gre na roko na zadnjih tekmah. Danes smo imeli precej nekega peha, ampak če se samo na nas osredotočam, smo bili dosti nekvalitetni, veliko število napak z obeh strani praktično, tako da tekma trda. En gol je odločil na koncu, Radomlje so bile bolj spretne in zmagale. Pa je pomanjkanje golov pravzaprav zdaj že kar velika težava pri Taboru, že četrto tekmo zapored brez doseženega gola, na tak način se enostavno pač ne da zmagovati. Ne, saj smo v tem, prej smo si ustvarjali priložnosti, smo šprintali, smo imeli nek koncept, so se zadeve vrstile, zdaj se je pa neka nesigurnost unesla v ekipo, imeli smo kar nekaj tudi drugih odločitev, ki nam niso šle enostavno na roko in so fantje tudi samozavest izgubili, to je vsi skupaj pravzaprav, in zdaj treba se iz tega nekako zvleči, kar pa ni enostavno, ker izgubiš samozavest, enostavno ti nič ne gre tako, kot si zaželiš. Bi pa poudaril, da mogoče se imamo celo preveč lepo in se tudi spoštujemo in delamo res v nekem kvalitetnem vzdušju, ampak očitno bomo mogli sami sebe zbuditi, da bomo take tekme, kjer smo bili egal praktično z vsemi nasprotniki, začeli zmagovati. Hvala in srečno. Hvala. Z nami je trener Radomelj, gospod Rok Hanžič. Kaj reči po takšni tekmi, končno tudi nekaj sreče? Pa ja, sreča mogoče zato, ker smo zadeli v zadnjem trenutku tekme, vendar pa mislim, da smo bili skozi celotno srečanje boljši nasprotnik, si ustvarjali več priložnosti kot domačini. Eno, ki so imeli z glavo, ker je naš vratar zelo dobro odbranil. Drugače pa mislim, da smo nadzirali potek tekme in na koncu mislim, da zasluženo slavili. Bo morebiti naslednja tekma prva domača zmaga, zaenkrat ste zgolj v narekovajih zmagah v gosteh. Ja, vsi si tega želimo, da bi doma zmagovali. Res, da v narekovajih tudi nismo doma, vendar pa ja, rečemo temu, da bomo vse naredili. Za to, da v petek osvojimo 3 točke tudi doma. Moram še enkrat, kot že celotno sezono, pohvaliti fante za vnemo, za prikazano na igrišču, da borbo do zadnje minute in kot sem že marsikaj v kakšnem intervjuju rekel, da enkrat se nam mora ta sreča oziroma nekaj sreče obrniti in upam, da se je v tem trenutku danes tudi to začelo. Hvala in srečno. Hvala.
Okay. Z mano kapetan Tabora Erik Salkič. Kako ste videli današnjo tekmo, gol v zadnji minuti praktično? Ja, mislim, da smo skozi celotno tekmo se nam je dogajalo, da smo preveč grešili v osnovnih zadevah, se pravi v podajah, v sprejemih. Nekako bili smo preveč nervozni skozi celotno tekmo, sicer smo si ustvarili nekih pol priložnosti, ampak na koncu nas je ta gol v zadnji minuti kaznoval. Naslednja tekma je tekma proti Kopru, torej proti zaenkrat vodilni ekipi lestvice. Časa pravzaprav ne bo toliko, ampak vseeno ste z mislimi že tam? Ne, z mislimi smo v bistvu pravkar končali to tekmo, zdaj od jutri naprej pa verjetno, da ja, se pripravljamo v bistvu na to zadnjo tekmo pred pavzo. Verjamem, da se bomo uspeli regenerirati, malo popraviti po tej današnji tekmi in jaz upam, da bo na igrišču to izgledalo boljše. Hvala in srečno. Hvala. Prvi polčas morda ni bil ravno najboljši, ampak v drugem dobro branjenje in na koncu tudi zadetek povsem ob koncu. Takšne zmage so verjetno najslajše. Da, prvo poluvrijeme imali smo dosta prostora gore, ali nismo to uspjeli iskoristiti. Pravili smo dosta individualnih greški i protivnik nas je mogao kazniti, na sreću nije. Drugo poluvrijeme smo igrali dosta bolje, čekali svoju šansu i eto dočekali je na kraju. Hvala in srečno. Hvala, doviđenja.